Lepo pozdravljeni. Z veseljem vam izrekam dobrodošlico v imenu Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Veseli nas, da ste se nam pridružili na današnjem dogodku, ki ga bomo tudi posneli in posnetek delili z vami. Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, združuje predvsem s Slovenijo povezane slovenske znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. S strani Univerze v Ljubljani si na različne načine prizadevamo krepiti sodelovanje s člani in članicami SMUL. Člani in članice SMUL se tako aktivno vključujejo v aktivnosti doktorske šole, sodelujejo na letnih srečanjih, strokovni komisiji za nagrado Uroša Taljaka, strokovni komisiji za nagrado dr. Ane Majer-Kanski za odmevno doktorsko delo ter v komisiji za izjemne mentorje. Prav tako si želimo vzpostaviti tudi neposreden stik med člani in članicami SMUL ter študenti in študentkami ter zaposlenimi na Univerzi v Ljubljani. Z namenom izboljšanja povezovanja in sodelovanja je bil nadgrajen dostop SMUL, ki bo omogočil neposredno povezovanje študentk, študentov in zaposlenih na Univerzi v Ljubljani s člani in članicami SMUL. Vabim vas k ogledu spletne strani SMUL, kjer lahko najdete več informacij o mreži in možnostih sodelovanja. Prav tako pa vas tudi vabim, da nam tudi vi posredujete vaše predloge za sodelovanje s člani in članicami SMUL. V letu 2021 smo na pobudo tedanjega vodstva SMUL pričeli za izvedbo predstavitev, ki smo jih poimenovali Znanost za vse, in v okviru katerih člani in članice SMUL predstavljajo svoje dosežke in izsledke raziskav ter dela svojih skupin. Posnetke dosedanjih predstavitev si lahko ogledate na spletni strani SMUL. Današnji dogodek se bo sicer nekoliko razlikoval od preteklih, saj bodo v okviru okrogle mize sodelovale raziskovalke, ki delujejo tako doma kot tudi v tujini na področju znanosti o vesolju in bodo z nami delile svoje izkušnje, kaj jih je pripeljalo v znanost ter kako poteka njihova raziskovalna pot. Z nami je tudi dr. Klementina von Tacer, predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani in docentka na Texas Tech University School of Veterinary Medicine. Poleg nje sta v vodstvo SMUL vključena tudi dr. Mihaela Pavličev z Univerze na Dunaju, dr. Boštjan Kobe z Univerze v Queenslandu in dr. Boštjan Markoli, prorektor Univerze v Ljubljani za področje internacionalizacije in kakovosti. Dr. Klementina von Tacer se ukvarja z odkrivanjem mehanizmov, ki so se razvili za zaščito celic sesalcev pred stresom. Kljub temu, da deluje v tujini, ostaja povezana s Slovenijo in Univerzo v Ljubljani. Bila je somentorica več magistrskih študentov in doktorantke, sodeluje pri raziskovalnih projektih in od leta 2021 kot glavna urednica vodi Slovenski veterinarski zbornik, ki ga izdaja Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. Je tudi nagrajenka Teksaškega instituta za preprečevanje in raziskovanje raka in ustanovna direktorica Teksaškega centra za primerjalne raziskave raka na Texas Tech University. Aktivno je vključena tudi v prej omenjene strokovne komisije, v katerih sodelujejo člani in članice SMUL. V nadaljevanju bo danes tudi vodila in povezovala pogovor z raziskovalkami, tako da jim sedaj predajam besedo. Današnji dogodek je malo drugačen, ker smo si zamislili, da bi v mesecu, ki je mesec žensk oziroma zgodovine žensk v ZDA, kjer trenutno jaz delujem, in pa kjer imamo kar 2 praznika žensk tudi v Sloveniji, nekako predstavili nekaj zelo prodornih žensk oziroma žensk, ki delujejo na področju vesolja, kot neko okroglo mizo, kjer bi se pogovarjali, kakšna je bila njihova pot, kako delujemo kot ženske
pa tudi kot znanstvenice, znanstveniki v Sloveniji in v tujini. No, začela bi pa mogoče naše gostje danes jaz sem zelo počaščena, da so sprejele povabilo, doktorica Andreja Gomboc, doktorica fizike in profesorica astrologije na Univerzi v Novi Gorici, trenutno pa na študijskem obisku na Univerzi v Washingtonu v Seattlu, kaj ne, Andreja? Ja, samo to bi popravila, nisem profesorica astrologije, ampak astronomije. Joj, seveda, zelo sem trenirala. In to je to, ne? Ne vem, če ste ugotovili, vsiljivca v skupini 4 žensk. Astronomi so me spraševali, kaj veterinarji delamo v tej skupini. Je pa res, da sem se zelo trenirala, da ne bom naredila te napake, no, pa sem jo. Hvala, ker si me popravila, Andreja. No, potem dr. Dunja Fabjan, tudi doktorica fizike in profesorica na Univerzi v Ljubljani in pa študentka astrofizike Tadeja Veršič, ki trenutno študira na Univerzi na Dunaju. No, bi pa začela morda s nekaj stavki iz zadnje kolumne dr. Andreje Gomboc v sobotni prilogi. Potem pa bom v bistvu prosila govorke same, da bolj predstavijo svoje delo in svojo življenjsko pot in svoje dosežke do sedaj. Pa naj preberem sedaj. Marec je v ZDA, kjer sem trenutno, mesec zgodovine žensk. V veliki meri je zgodovina še vedno his story, njegova zgodba. Vrsto stoletij so jo pisali moški o moških, menda v imenu vseh nas. Da bi postala zgodovina res zgodba vseh, ni dovolj zgolj dodati nekaj poglavij o ženskah, ampak je vanjo nujno celostno integrirati zgodovino vseh do zdaj prezrtih skupin. V mesecu, ko se ob 8. marcu spomnimo boja za pravice žensk, je priložnost, da v širši javnosti izvemo več o prispevku žensk, zgodovinskim dogodkom in sodobni družbi. In zato, drage moje gostje, sem vas povabila na to okroglo mizo. Ta uvodnik se me je zelo dotaknil kot celotna kolumna, tako da sem zelo vesela, da lahko v mesecu marcu na Smolu dejansko predstavimo in postavimo v središče znanstvenice, ki delujejo doma in v svetu na področju astrofizike, astronomije in bi sedaj vas prosila, mogoče bi začeli tako. Kaj pa, če bi jaz v bistvu takole naredila? Mogoče bi pa vas prosila tako, da nekratko predstavite svoje življenje oziroma svoje dosežke, potem pa bomo se vrnile še na začetek vaše poti. Andreja, a bi mogoče lahko prosila tebe? Ok, se pravi, jaz sem originalno iz Prekmurja, študirala sem fiziko na fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Zraven sem poslušala astronomske predmete, potem sem doktorirala na Univerzi v Ljubljani pri profesorju Čatežu, šla na Marie Curie podoktorsko izpopolnjevanje na Liverpool John Moores University v UK, kjer sem začela sodelovati s skupino, ki proučuje izbruhe sevanja gama, se pravi najsilovitejše eksplozije po velikem poku v vesolju. Potem sem se vrnila na Univerzo v Ljubljani, kjer sem pač delala kot pedagoško in raziskovalno do leta 2015, takrat sem pa odšla na fakulteto za naravoslovje in center za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici.
Zadnja leta veliko sodelujem pri projektu Observatorija Vere Rubin, ki bo tak največji pregled neba doslej, ki bo posnel 20 milijard zvezd, 17 milijard galaksij in pa tudi bo ujel veliko število, ogromno število nekih tranzientnih pojavov, o katere mogoče bomo potem kasneje tudi še kaj povedali. Med temi tranzientnimi pojavi so pa tudi plimska raztrganja zvezd, kot pravimo, se pravi zvezda pride v bližino supermasivne črne luknje v središču neke galaksije in jo potem ta raztrga. Toliko za zdaj. Super. Ja, jaz bi pa v bistvu še poudarila, da si tudi nosilka številnih projektov, tako v Sloveniji in doma. Eden izmed teh je trenutno Smeš, o katerem mogoče te bom nekaj več tudi vprašala kasneje. Potem pa tudi se mi zdi zelo pomembno povedati, da si zelo aktivna v prenosu vedenja o znanosti med splošno publiko, tako pišeš kolumne za Delo že kar nekaj let. In pa tudi se mi zdi zelo pomembno, da si zelo aktivna v Komisiji za enakopravne možnosti v znanosti v Republiki Sloveniji in pa tudi v Komisiji za, oziroma kako se imenuje, Svet za raziskovalno dejavnost. Svet za znanost in tehnologijo. Ja, to sta bili dve, recimo, funkciji, ki sem upravljala, na srečo ste zaključili, tako da imam zdaj več časa za tiste stvari, ki me res najbolj veselijo, bom rekla tako. Med njimi je tudi ta popularizacija astronomije, ki si omenila. Ja. Se mi zdi pa zelo pomembno, to je delo, ki je delo za vse nas in za bodoče generacije, ki je pa velikokrat spregledano, zahteva pa veliko dela, in veliko časa. Je pa, mislim, nekaterim ljudem, jaz sem med njimi pač prinaša tudi veliko zadovoljstva. Recimo, zdaj imamo na Univerzi v Novi Gorici projekt Go Chile, skupaj z revijo Spika. Ja. Kjer je teleskop daljinsko upravljen, stoji v Čilu na odlični lokaciji in ga lahko uporabljajo naši študenti in tudi za srednješolce ostane dovolj opazovalnega časa, ker je pač več kot 300 jasnih noči na leto in je res lepo, tako zadovoljstvo je videti, ker je teleskop popolnoma izkoriščen, ker je čas vedno pač v uporabi, je ves čas, ker ga pač tudi dijaki uporabljajo in dijakinje. Ja, super, super. Meni se zdi to dejansko ena velika doprinos k družbi in dejansko tudi v znanosti, in v akademiji, ravno včeraj smo se pogovarjali z mojim bivšim mentorjem, večina oziroma največji doprinos je v bistvu s svojim mentoriranjem in omogočanjem novim generacijam, da pridejo do znanja. Tako da super, si mi za vzgled. Tako da, hvala. Dunja Fabjan, a lahko prosim tebe, da se predstaviš? Nekako gremo po starostnih oziroma nekako... Ja, torej jaz sem Dunja Fabjan, pozdrav vsem. Jaz sem doma, drugače sem z občin pri Trstu, torej sem študirala in dokončala študij fizike, oziroma zdaj se ne spomnim točno, kakšen bo celo fizika in tehnologija na prvi stopnji, pa je bila druga stopnja je bila astrofizika in potem sem tudi doktorirala kasneje v Trstu, vedno na Univerzi v Trstu. Tam sem pa zaključila in se začela ukvarjati v bistvu z numeričnimi simulacijami, kozmološkimi simulacijami, kjer sem se posebej osredotočila na jate galaksij. To so pa taki objekti, kjer je veliko galaksij na kupu, ki jih veže gravitacija in imajo nekatere zelo zanimive značilnosti za nas astrofizike, tako da je zanimivo jih opazovati oziroma jih skušati predstaviti tudi na računalniškem nivoju, torej z numeričnimi kozmološkimi simulacijami. No in potem med zaključevanjem študija, doktorata, sem se še vpisala na master iz komunikacije znanosti na Visoki šoli SIS v Trstu, ki sem ga kasneje tudi zaključila. Tam sem se pa ukvarjala z institucionalno komunikacijo, torej z komunikacijo institutov, raznih inštitutov v Italiji. In
v tistem vmesnem obdobju sem potem začela oziroma prišla v Ljubljano, kjer sem bila najprej zaposlena pri Space SI oziroma Vesolje SI, Centru Vesolje SI in delno tudi na Univerzi v Ljubljani. Sedaj sem pa malce popravljena, nisem profesorica, ampak sem docentka na Univerzi v Ljubljani, vedno na fakulteti za matematiko in fiziko, kjer pač se ukvarjam pedagoško, torej poučujem in pa raziskovalno še vedno se ukvarjam torej s takimi strukturami, kot so jate galaksije in pa še večjimi strukturami, kjer me zanima še posebej plin, vroč plin med takimi strukturami oziroma v filamentih, kot pravim. Tako da to je zdaj približno moja pot, kako sem prišla do sem. Ja, super, no, in tudi, kot sem opazila, in si sama si tudi omenila, da si naredila magisterij o komunikaciji znanosti in tudi sama zdaj imaš svoj blog in komuniciraš znanost na poljuden način, se mi zdi tudi super. Ja, v resnici sem se potem v Ljubljani še bolj vključila, se Andreja in Tadeja tudi z Andrejo v resnici sva, oziroma sem se vključila v skupino, kjer je Andreja delovala, torej na področju tudi tekmovanj iz astronomije, znotraj Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Ja, in potem nekatere stvari tudi zdaj še dodatne projekte sem se še zamislila, podcasti in tako dalje, ampak ja. Tudi pri portalu Vesolja, si sodelovala. Ja, tako da to je pa bila Andrejina zamisel portalu Vesolja, tako da tudi nastalo pod njeno idejo. Sam jaz ne morem, brez sodelavcev in sodelavcev ne bi bilo nič. Ja, čeprav ideja je pa tudi zelo pomembna, pa ne samo, da preideš iz ideje in narediš nekaj. Tako da obema poklon. Tako da super in hvala. Tadeja, mogoče zdaj pa še k vam, oziroma k tebi. Tako, ja, jaz sem v tujini že tako kar nekaj časa in sem navajena na tikanje, v angleščini vikanje ne obstaja. Ja, ampak jaz sem Tadeja, doktorska študentka na Univerzi v Ljubljani, trenutno pa upravljam enoletno izmenjavo v Münchnu na sedežu Evropskega južnega observatorija. Moja pot se v bistvu tudi začela v Ljubljani, kjer sem dokončala dodiplomski študij fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko in Andreja in Dunja sta bile eni izmed mojih profesoric, ki sta mi tudi pomagali, da se bolj vključim v astronomsko skupnost. Potem pa nisem najbolj videla, kako v Sloveniji nadaljevati z podiplomskim študijom, zato sem se prijavila na mednarodno Erasmus, v bistvu magistrski študij, ki sem ga upravljala v Innsbrucku in v Rimu. Tako da sem se kar precej preselila in spoznala precej različnih inštitucij v zelo kratkem času. In tam v Rimu sem tudi dobila priložnost, da grem na študijski obisk, tudi v München, na sedež Evropskega južnega observatorija, kjer sem dobila temo za mojo magistrsko temo, kar je bilo raziskovanje, kako se zvezde gibljajo v bližnjih galaksijah. To pa me je kasneje pripeljalo do problema temne snovi in po upravljeni magistrski nalogi sem se v bistvu odpravila na doktorski študij, kjer zdaj preučujem, kako je temna snov porazdeljena znotraj galaksij. In ja, to raziskujem z enimi zelo specifičnimi skupki galaksij, ki se jim reče kroglaste kupice, ki jih najdemo v vseh galaksijah in so porazdeljene kar daleč od središča galaksije in tako lahko preučujemo, kako je temna snov porazdeljena na zelo velikih skalah. Ja, hvala, Tadeja. Še doktorata nimaš, pa imaš že tako impresivno pot po svetu in po raznih laboratorijih, tako da verjamem, da je pred tabo zelo lepa prihodnost.
Tako da pa bi mogoče zdaj začela kar s tabo, a ne? Ko se predstavljamo v akademskem svetu, profesionalnem svetu, nekako začnemo mogoče z diplomo, doktoratom, ampak da pridemo do tja, so ponavadi zelo pomembni še dosti bolj rani začetki. Tako da jaz bi te vprašala nekaj o tvojem odraščanju, mogoče o starših, kako te je pot zanesla v znanost oziroma do študija fizike in pa mentorje oziroma spodbude, ki si jih imela oziroma neke vzornike. Jaz sem se zato, da me astronomija zanima, vedela sem za to že zelo zgodaj. Vem, da me je oče enkrat peljal opazovati en komet. Takrat sem bila res tako mala, da nisem znala še brati ali pa pisati in jaz sem videla tisti komet, z daljnogledom smo ga gledala in meni je to bilo tako fantastično. Res sem želela razumeti, kako se zgiblje, zakaj ga lahko mi tam vidimo. In me to čisto fasciniralo. Drugače sem nasplošno me zanima zelo veliko stvari, kar je dobro in slabo, ampak tisti komet je najbolj mojo fantazijo čisto okupiral. Zato sem tudi po opravljeni srednji šoli se vpisala na študij fizike. Je pa tako, da sem vseeno dobila občutek, pač jaz nisem iz Ljubljane in v Ljubljani, Mariboru To smo zelo dobro slišali. Ja. V Ljubljani in Mariboru je več različnih srednjih šol in imaš možnost, da se usmeriš bolj naravoslovne, družboslovne vede. Tipično tudi so učenci tam vključeni v več krožkov. Medtem ko na moji šoli tega ni bilo, tako da, kar sem mogoče malo pogrešala, ampak potem na študiju fizike pa me je tudi Andreja kasneje vključila v portal Vesolje, v astronomsko olimpijado. Imela sem tudi priložnost, profesor Cviter mi je dal priložnost, da sem bila asistentka, sem pomagala pri opazovanjih, kar me še bolj navdušilo in dalo zagon, da se odpravim v tujino. Ja, super. Tako vidiš, kako dejansko ti mentorji na poti so dejansko zelo pomembni. Dunja, kaj pa ti? Kako si se ti odločila za fiziko? Kaj je bilo tam zgodaj v otroštvu? V resnici sem se odločila kar kasneje. To je bilo pa, mislim, da zaradi nekaj slučajev. Enkrat se je zgodilo, da ko sem bila še, pri nas pravimo temu višja srednja šola, torej na srednji šoli, me je oče povabil, da pridem na eno opazovanje. Mislim, da ga je nekdo Slovenije prišel nekaj predavati, pa so potem po predavanju šli na opazovanje, nekam tukaj v bližino in potem je rekel, da pridi še ti, pa sem prišla. Vem, da sem potem, ko sem se vrnila domov, sem si vse zapisala, kako prebereš zvezde, ki jih vidiš na nebu, torej kako se orientiraš po zvezdah, kar meni takrat še ni bilo jasno. To je bil tak prvi stik, potem je pa slučajno prišlo povabilo na šolo, če se udeležimo tudi nekega astronomskega tabora. Takrat sem se udeležila astronomskega tabora društva Javornik in smo šle 3 sošolke, smo šle skupaj tisto poletje na ta tabor. In takrat mislim, da sem prvič tudi pogledala skozi teleskop in videla površje Lune. Takrat me je zelo navdušilo, ker sem lahko gledala, izgledalo, kakor da letiš nad Luno, pa gledaš njeno površje. In potem sem se še enkrat vrnila in potem sem začela tudi z raznimi društvi v Sloveniji tako sodelovati poleti, in pri izbiri pa tega študija sem bila nisem bila prepričana, če bi šla na znanstveno smer ali pa na kakšno bolj literarno smer. In potem sem se odločila za nekaj, kar sem rekla, jaz pri znanosti v resnici znam še premalo, tako da je nekaj, kar mi predstavlja izziv, zato ker je rajši na smer in sem si vedno ciljala sem pa na astronomijo oziroma astrofiziko. Ko da so bila prva 3 leta, so bila sicer samo fizika, smo imeli samo en predmet iz astrofizike, potem pa sem res, ko sem prišla na magistrski študij, kjer je bilo polno predmetov iz astrofizike, tam je bilo pa res, tam sem pa uživala.
in se potem pač kasneje še nadaljevala na tej poti. Ja, super, ja. Dejansko taki momenti v osnovnih, srednjih šolah, kjer dejansko ta vaš vpliv sedaj, se mi zdi, ima tudi vpliv sedaj na nove generacije, se mi zdi, to dejansko vidiš, vsaka svojo zgodbo pogleda, velikrat vidiš. Ja, verjetno je potrebno več takih trenutkov, da se s takimi stvarmi mogoče srečaš, tudi slučajno, in potem pač se tudi mladi odločijo pač glede na njihova zanimanja. Ampak važno je, da vedo, da so tudi take možnosti prisotne. Tako, super, ja. Andreja, kako je pa tebe pot zanesla iz tistega daljnega konca Slovenije v Ljubljano? Mislim, najprej moram reči, da starša sta vedno podpirala neko zanimanje za naravoslovje in tehniko. To je mogoče bilo ne povsem tipično za dekleta. Potem je bil po mojem zelo pomembno to, da smo imeli v srednji šoli zadnja 2 letnika profesorja za fiziko, ki je znal pač pritegniti me v to. Se mi je zdela fizika tako enostavna, da rečem, da sam pač ni se treba pifljati, sam pač par stvari razumeš in potem je krasno, in to se mi je zdelo zanimivo in fajn. Z astronomijo prav pa mislim, da je bilo nekako dvoje. Eno je to, da smo stanovali na robu ene vasi, ni bilo niti uličnih svetilk in sem lahko videla zvezde pred hišo in se mi je zdelo to wow. Je pa tako bilo, da nisem poznala čisto nobenega, nikogar, ki bi mi lahko karkoli povedal o tem. Pač noben nihče v okolici se ni s tem ukvarjal, tudi društvo astronomskega ni bilo tam še takrat. Sem pa imela dostop do revije Človek iz Svemer, hrvaška astronomska revija, in pa eno knjigo sta mi starša kupila Nebo in zvezde. In potem, ko sem to malo prelistala in prebrala, sem bila čisto navdušena, da lahko mi o teh oddaljenih telesih izvemo, ne vem, kako daleč so, kakšna je temperatura, iz česa so. In me je bolj kot ta opazovalni del, me je bolj pritegnil to, da mi lahko razumemo. In potem me je seveda zanimalo, kot mnoge v najstniških letih, kaj je osnova, kaj so temeljni zakoni narave, in to se je potem združilo s tem študijem fizika in astronomija zraven. Sem se pa upisala takrat na naravoslovno fiziko, zato ker takrat na astronomski smeri praktično ni bilo nikogar skoraj, oziroma v mojem letniku je bil samo en, Andrej Guštin. In sem tudi, ker nisem poznala astronomov, se mi je zdelo, da kot astronomka mogoče ne bom dobila službe. Zdaj seveda vem, da so astronomi zelo uporabni profil ljudi, da to niso neki zasanjanci, ki gledajo v zvezde samo, pač da se nauči vseh teh tehnik, ampak pač ja, to je bilo pač pomanjkanje informacij takrat. Ja, jaz recimo, če se spomnim svoje srednje šole, in se mi zdi, da to je bilo dejansko področje, ki ga skoraj nismo slišali med izobraževanjem, nismo pokrili v fiziki, in dejansko se mi zdi tak nekak trigger, kot si ga imela, mogoče ta revija, ta knjiga, je dejansko zelo pomembno v takih takrat, ko je to zelo na začetku še, danes tudi s pomočjo vseh vas, predvsem pa mogoče Andreje pa Dunje zaenkrat, je astronomija nekaj, kar veliko študentov jih zanima, ker je tako so dobri programi. Jaz, ker sem veterinarka, vem o teh programih, da so dobri, da študentje želijo. Takrat pa je bilo tega dosti manj. Tako da, Andreja, jaz bi te mogoče zdaj pa prosila nekako, da bi malo predstavila svoje raziskovalno delo, znanstveno, mogoče s čim se zdaj ukvarjaš, kje se ti zdijo izzivi, s čim si se do zdaj mislim, da sem prišla čisto tako strokovno, znanstveno. Največ se ukvarjam skozi celo kariero z astrofizikalnimi tranzienti. Da pojasnim, to so vsi, ko gledamo mi nočno nebo s prostimi očmi, se nam zdi, da je vse večno in nespremenljivo, ozvezdja so tam, zvezde ne izginjajo, niti se ne pojavljajo nove. Ampak v zadnjih desetletjih, ko lahko z teleskopi in sateliti gledamo velike dele neba, do pač velike globine, temu rečem, se pravi, da vidimo šibke objekte, ki so tudi bolj oddaljeni, vidimo več jih,
Lahko opazimo tudi neke pojave, ki so sicer mogoče redki, ampak ker zaobjamemo veliko prostornino, pač je velika verjetnost, da ujamemo kakšnega. To so pojavi, kjer se nekaj spremeni. Recimo, da se zvezdi oziroma nekem objektu zelo poveča sij, postane za nekaj časa svetlejši, se pravi, se pojavi recimo, ali pa postane samo svetlejši, je bil že prej, pa postane zdaj svetlejši, in potem čez nekaj časa recimo sij spet pade in mogoče tudi izgine pod detekcijsko limito naših instrumentov. Se pravi, to so neki kratkotrajni pojavi, ki so lahko zelo, zelo različnih vrst. Vemo danes, da jih je ogromno, da se jih ogromno dogaja, tudi recimo ta observatorij Vere Rubin naj bi jih, ker bo pač imel res izredne pač sposobnosti, videti daleč vesolje, da jih bo zaznal celo milijon na noč. Kar je ogromna količina. Se pravi, med temi pojavi so recimo, jih je več takih, ki mene zanimajo najbolj, se pravi, in vsi so povezani nekako s kompaktnimi objekti, kot pravimo v astronomiji, z nevtronskimi zvezdami in pa črnimi luknjami. In to so izbruhi sevanja gama, ko sem prej omenila, to so eksplozije hitro vrtečih se masivnih zvezd na koncu njihove življenjske poti, ko se njihova sredica seseda v nevtronsko zvezdo ali črno luknjo, se pravi en zelo gost objekt, medtem ko ovojnico raznese, podobno kot pri supernovi, samo da pri izbruhih sevanja gama te vrste nastane še prav, zato ker se zvezda hitro vrti, nastaneta dva curka snovi, ki brizgata ven iz središča zvezde praktično svetlobno hitrostjo. In mi lahko to pač opazimo sateliti in pa potem tudi s teleskopi na Zemlji. Druga vrsta teh izbruhov sevanja gama, kratki izbruhi, nastanejo pa, ko se zlijeta dve nevtronski zvezdi, naprimer, in to lahko vidimo tudi od leta 2015, ko imamo tudi detektorje gravitacijskih valov, ki zaznavajo te stvari, lahko zaznamo tudi te gravitacijske valove iz teh detektorjev. To so eno področje raziskav, ki me zelo zanima. Drugo se pa vleče že praktično od moje diplome oziroma doktorata, in to so ta plimska raztrganja zvezd. Se pravi, kaj se zgodi, ko zvezda sreča masivno črno luknjo, recimo, da ima ta črna luknja milijon, nekaj milijonov ali pa nekaj 10 milijonov mas Sonca, se lahko podobno kot pač Luna deluje na Zemlji na oceane s neko plimsko silo, tako tudi črna luknja deluje s plimsko silo na zvezdo. In če pride zvezda dovolj blizu, jo lahko ne samo malo deformira, ampak jo lahko popolnoma raztrga. In to potem vidimo, ko ta plin, vroč plin, potem pada proti črni luknji, oddaja svetlobo, in to lahko vidimo take dogodke kot nek svetel blišč, ki se pojavi v središču galaksije in potem čez nekaj mesecev ali pa let ugasne. V doktoratu sem to delala, sproučevala numerično, z nekimi še dokaj preprostimi modeli. Danes moji študenti delajo hidrodinamske simulacije tega na superračunalniku Vega in podobno. Istočasno imamo pa tudi zdaj že okrog 80 takih dogodkov je bilo opazovanih. Tudi sodobna tehnologija opazovalna nam omogoča, da jih tudi ujamemo, ker pač napovedati jih ne moremo. In prav ta observatorij Vere Rubin, ker bo imel veliko zorno polje, bo lahko jih ujel veliko takih dogodkov. Recimo moja bivša doktorska študentka Katja Bučar-Bricman je z simulacijami izračunala, da lahko pričakujemo, da jih bo recimo 10 do 20 na noč zaznal. Sedaj bo pa izziv, s katerim se zdaj največ ukvarjam, je pa, kako bomo prepoznali te dogodke izmed vseh ostalih tranzientnih, vseh teh drugih bliskov, ki se pojavljajo na nebu, in kot rečeno, ki bo ta observatorij zaznal ogromno število, in potem kako zdaj prepoznati v tem tiste, ki so pač te vrste. In tukaj recimo se tudi nadejamo, da bomo, ko bomo imeli dovolj velik vzorec jih, da bomo lahko tudi si pomagali z metodami strojnega učenja, ker je pa potem rdeča nit tega projekta SMEŠ, ki si ga prej omenila in ki ga vodi moja kolegica Gabriela Zaharijaš, jaz si pa pri tem pomagam. Super, super. Mogoče sem še eno podvprašanje o tem observatoriju Vere Rubin. Kje bo ta observatorij, kdo ga je financira, kako? Ja, to je observatorij, ki je v gradnji v Čilu. Se pravi, ima 8,4 metra veliko zrcalo in hkrati zorno polje 10 kvadratnih stopinj. To je približno toliko, kot če bi 40 polnih lun
dali v to zorno polje. Sprej, z enim posnetkom bo pokril tako velik del neba. To je projekt Združenih držav Amerike. Tudi čilski astronomi, ki nudijo lokacijo, imajo dostop do podatkov, ostale države moramo pa prinesti nek in-kind contribution, kot se temu reče, da dobimo potem tudi popoln dostop do vseh podatkov, ki jih bo posnel, in podatkov bo pa res ogromno, in mislim, da je to eden največjih projektov tega desetletja na področju astronomije. Ja, super. To mi deluje tako, da je ta vaša znanost dejansko zelo povezovalna, ne? Ne moreš drugače, ne? Takega projekta ne moreš delati sam, tako da to je... Hitro v astronomiji, tudi mogoče v fiziki delcev, ali pa še hitro prijeti do tega, da instrumenti, naprave, infrastruktura stane tako veliko, da se morajo države združiti, in tudi tako kompleksno je, da morajo združiti in finančne in človeške vire, tudi znanje, da lahko postavijo kaj takega. Ja, znanost povezuje in bi lahko rešila svet vojn. Namesto da se tepemo, bi gledali zvezde skupaj. Ja. A ne? Dunja, mogoče pa k tebi zdaj, bi še ti malo povedala o svojih raziskovalnih temah, vprašanjih, ki si jih naslavljala in jih boš naslavljala še naprej. Torej, kot sem prej povedala, sem se jaz tudi v preteklosti ukvarjala z jatami galaksij. To so skupki več tisoč galaksij, ki jih gravitacija vleče skupaj, in jih je veliko in jih lahko opazujemo tudi na različnih razdaljah. Znotraj teh jat galaksij sem se pa od celega začetka ukvarjala z plinom, namreč obstaja neka vrste atmosfera teh jat galaksij, se običajno označi kot atmosfero, to je pa jatni plin. Ta plin je pa izredno vroč in ga opazujemo običajno z rentgenskimi teleskopi. Opazujemo fotone, rentgenske fotone, ki prihajajo do nas z pomočjo vesoljskih teleskopov, ki spremljajo take frekvence, te vrste svetlobe. In od vsega začetka sem se ukvarjala ravno s tem jatnim plinom in preučevala njegove termodinamične lastnosti in tudi kemične lastnosti, namreč znotraj tega plina oziroma informacij, ki jih pridobivamo s pomočjo vesoljskih teleskopov, lahko sklepamo tudi o tem, kako je sestavljen plin in kakšna je povezava med sestavo plina, tega vročega plina, in pa sestavo zvezd znotraj takih objektov. Torej, kako zvezde v teku svojega življenja odvržejo in del materijala, iz katerega so sestavljene, in potem dopolnijo nekje oziroma napolnijo tudi rezervoar, ki ga predstavlja tale plin, in tako dalje. Z plina potem nastajajo spet nove zvezde in tako dalje. Ampak ta je še posebej vročno zaradi samega nastanka teh velikih struktur. In znotraj teh jat galaksij sem se potem ukvarjala še z bolj numeričnimi modeli aktivnih galaktičnih jeder v notranjosti jat galaksij. To so pa supermasivne črne luknje, ki so prisotne v samih galaksijah, ki pa imajo tudi učinek na tale jatni plin, na samo sestavo galaksij in potem tudi teh velikih struktur, ampak tudi potem na jatni plin lahko učinkujejo na njegovo premešavanje, na porazdelitev kemičnih elementov, na njegove termodinamične lastnosti in tako dalje. In potem sem malo prešla iz rentgenskega v radijsko območje z opazovanjem posebnega efekta, s pomočjo katerega znova lahko opazujemo jatni plin, pa še dodatno pridobimo informacije o njem. V zadnjem času se osredotočam bolj na, temu pravimo v angleščini warm hot intergalactic medium, torej snov, ki se nahaja v resnici med samimi jatami galaksij. Torej, jate galaksij so med sabo povezane z neke vrste mostovi, snovi, ali pa daljšimi mostovi, to so zdaj filamenti, v teh filamentih se nahaja snov. Te snovi običajno ne zaznamo, oziroma vemo iz simulacij, vemo, da je tam prisotna snov. Torej, imamo indikacije, da je tam snov, ampak je pa otežkočeno njeno opazovanje.
In zdaj v zadnjem času sem se povezala, sem tudi članica znanstvene skupine, ki deluje pri vesoljskem teleskopu Athena, to je pa rentgenski teleskop, ki bi naj bil neke vrste naslednik današnjih rentgenskih teleskopov. Oba sta že zelo stara, to sta Chandra in XMM Newton. In ta teleskop naj bi poletel čez približno 10 let, ima pa določene finančne in druge tehnične težave, ki zdaj malo pestijo, tako da bomo videli, v kakšni obliki bomo potem zmožni opazovanja tudi takih večjih struktur. Je pa namenjen širšemu opazovanju, torej v rentgenskem območju, svetlobnem območju. Super. Ja, no, še to dodam samo, da vse to preučevanje je bilo pač s pomočjo numeričnih simulacij znova. Torej, opazovanja mi služijo kakor osnova, oziroma cilj, do katerega želim priti, ali pa vsaj poskusiti znotraj teh receptov, ki jih imamo, ki jih vstavljamo v naše simulacije, videti, kaj še manjka mojemu receptu, zato da dobim tisto, kar je prisotno na nebu, kar sploh opazimo. Tako da ja, tukaj je pa še veliko dela, sploh pri primerjavah med numeriko oziroma teorijo nekje in opazovanji. Da moramo biti še posebej previdni, da primerjamo res prave lastnosti, da nismo nekoliko, da ne prihaja do kakšnih težav pri takih primerih. Ja, se mi zdi, da si, vsaj meni kot stalnemu laiku na vašem področju, nekako tako si predstavljam zdaj vaše delo nekako kot ene računalniške simulacije, ki jih potem in pa opazovanja, kombinacije tega, nekako bi bilo pa zanimivo, meni, mogoče Tadeja, zdaj trenutno doktorska študentka, zdaj jaz sem na področju znanosti o življenju, mi naredimo nek model oziroma hipotezo, potem gremo pa v laboratorij, pa naredimo poskus. Kako bi nekako ti usporedila to s tvojim delom, nekako meni predstavlja kot enemu znanstveniku na področju molekularne biologije? Ja, definitivno je to eden izmed velikih izzivov astrofizike, da je nemogoče, da delamo realistične poskuse. Tako da naši najboljši približki poskusov so absolutno numerične simulacije. Kaj nam pomaga napram recimo molekularne biologije je pa, da so naši sistemi mogoče vseeno malo bolj matematično preprosti. Kako se recimo molekula zvije, je izjemno težko analitično zapisati, kako pa se recimo kako svetloba propagira skozi medij, to pa je malo bolj matematično in fizikalne osnove ima. In to so temelji v bistvu astrofizike, zato ni samo astronomija, ampak je astrofizika, ker v bistvu uporabljamo te fizikalne modele, zato da razumemo objekte, ki jih opazujemo. In zato, ja, naši eksperimenti so izključno znotraj računalnikov in je res izjemno, koliko smo lahko že uspeli razumeti, kako daleč se lahko približamo resničnemu vesolju, ki ga opazujemo. Moje delo je malce podobno, ne ravno z simulacijami, ampak je tudi z uporabo fizikalnih modelov, da razumem, kako je temna snov porazdeljena. Ampak ja, mislim, da galaksije nam ne bo uspelo narediti. V laboratoriju. Tako. Se mogoče je to dobro, ne? Ja, res je zanimivo, ne? Dobro si pa omenila tudi to, nekako kako z razvojem tehnologije, dejansko kakšni premiki se dogajajo, kako daleč gremo, vi v vesolje, mi pa nekako v notranjost celice. In tukaj sem hotela jaz samo eno analogijo potegniti, in zato sem si dala tudi za background zdaj to sliko, ki je malo podobna Dunjini. Pri meni so tle jedra celic, ki jih je dr. Miloš Vittori posnel par dni nazaj, ki je bil še pri nas, zdaj pa že nazaj v Ljubljani.
Prva so pa to zvezde ali pa pač galaksije oziroma planeti in tako naprej. Hočem samo reči makro in mikrokozmos, ne. Tako da res zanimivo. No, meni se tudi zdi, v bistvu s temi premiki tehnologije dejansko potem gremo globje in globje. Zdaj bi pa rada sem še vprašala, mogoče Andreja bi šla k tebi. Tujina, kako te je pot zanesla v tujino in kako nekako lahko primerjaš delovanje v Sloveniji, v tujini, kakšne izzive vidiš oziroma kakšne prednosti? Prva daljša pot v tujini je bilo podoktorsko izpopolnjevanje v Veliki Britaniji, ki je bilo v bistvu kombinacija in tega, da je to bilo obvezno, se pravi na fakulteti za matematiko in fiziko je bilo obvezno, da greš čim prej po doktoratu, vsaj za 1 leto v tujino, ker pač in potem šele, ko se vrneš, lahko postaneš docent oziroma docentka. Je pa bilo tudi, sem se zavedala tudi, da bo to dobro za mojo kariero, da bom pač začela neko sodelovanje širše. Ker predtem sem sodelovala samo s svojim mentorjem, ker je bilo v redu, ampak pač za razvoj kariere je dobro, da se postaviš na svoje noge, mislim pa, da tudi imaš neko skupino. In to je bila zelo pozitivna izkušnja. Tudi se mi je zdelo, da so me tam bolj cenili že od začetka, ko sem prišla, so me cenili bolj kot doma, kar je bilo pač posledica tega, da nihče ni prerok v svoji vasi, ne vem, pač. In mi je bilo potem mogoče kar malo težko se vrniti tudi zaradi tega, ker v tujini na področju astronomije, nekako tam sem začutila, kako je, če imaš poln dostop do opreme in podatkov, bom tako rekla. Kolegi so gradili teleskop na La Palmi na observatoriju v Liverpoolu, svoj teleskop, imeli so dostop do vseh teleskopov tega južnega observatorija ESO, sodelovali so pri razvoju satelitov, medtem ko v Sloveniji ni bilo nič od tega takrat, zdaj je mogoče malo boljše. In to je bilo potem bolj tak, res sem se zavedala, da je pač, da grem nazaj v okolje, kjer je težje pač priti do tega, do raziskovalne opreme, recimo, oziroma do dostopa do nje. Sem seveda opazila, po drugi strani je bila v Sloveniji, so mi ponudili pač stalno službo, medtem ko sem videla, da v tujini so mnogi pač kolegi moje starosti in kolegice bili ves čas na teh postdokih, vsaki 2 leti so se selili, ker je bilo tudi po eni strani fajn izkušnje, ker spoznavaš različne okolja, ampak mogoče pa po 3., pa ni več 4., pa ni več tako zabavno. Sploh, če imaš neko družino ali prijatelje, neko socialno mrežo. To je bila tudi razlika, se mi zdi velika. Po eni strani je to fajn v tujini, da so mešane skupine, da pridejo ljudje z različnih koncev, z različnimi tudi izkušnjami ali pa tudi različnim znanjem, ker recimo na Univerzi v Ljubljani vem, da mi smo pač učili glavnem tiste predmete, ki smo jih tudi sami vedeli. Nam je povsem pa manjkala recimo, ne vem, visokoenergijska astrofizika, zato ker se nihče ni s tem ukvarjal in podobno. In to je ta razlika, se mi zdi, med Univerzo v Ljubljani, bom rekla, ne bom rekla Slovenija, pa Univerza v Ljubljani, da je pač taka, da so večinoma domači ljudje, se pravi tisti, ki so tam študirali in potem nadaljevali kariero. So pa tudi Sloveniji, nisem rekla Slovenija, zato ker obstaja pa tudi v Sloveniji otočki, kjer je to drugače, recimo tudi, mislim, da vedno več je tujih raziskovalcev tudi na inštitutih, pa recimo na Univerzi v Novi Gorici imamo, mislim, da okrog 30 ali 40% tujcev, se pravi, ker je pač mlajša univerza, smo prišli z različnih koncev, nekateri iz Slovenije, nekateri pa tudi iz tujine in se mi zdi, da se to pozna potem po teh bolj raznovrstnih izkušnjah, znanju in pa tudi potem, da je več žensk. Tudi na področju fizike, ki je sicer tipično še vedno zelo moško dominirana v svetu, in tudi v Sloveniji imamo pa tam kar dobro razmerje ženskih raziskovalk proti moškim, kar je tipično, tako so mi družboslovke povedale, je tipično za mlajše, manj hierarhične inštitucije.
Zanimivo, ja, zanimivo opažanje, ker ravno to sem tudi želela vprašati, kakšna je struktura moški, ženske na vašem področju. Se spreminja, ampak kot praviš, je še vedno dominirano strani moških. Tudi študentov imate še več se fantov odloča kot deklet. Pri nas niti ne. Mislim, da je zdaj, koliko spremljam, je zdaj malo boljše, da je študent, takrat, ko sem študirala, je bilo mogoče 10%, zdaj jih je okrog 25%, 30% mogoče, to se je popravilo. Se zelo, recimo, primerjava tudi Slovenija, tujina. Meni se zdi zelo taka občutna razlika. Včasih se mi zdi res, da živim v dveh svetovih. V Sloveniji se še na marsikje moraš, ne vem, srečaš tako okostenelo miselnost o ženskah v znanosti, pač se ne da premakniti. Medtem, in se pač mnogim ne zdi nič narobe, da pač žensk ni, da jih ni med rednimi profesoricami skoraj, mislim, da jih je manj, ne, da jih ni na vodstvenih položajih. In marsikaj, medtem, ker recimo sploh pri tem projektu Observatorija Vere Rubin, se mi zdi, da zelo pazi na to, da je ta inclusiveness, diversity, equity, se pravi, da so relativno mlade ženske, recimo okrog 40, so na vodstvenih položajih in je to postalo tako normalno, da se mi zdaj zdi čudno, ko gledam slovensko sliko, kjer so samo moški ponavadi. Imamo še vedno v Sloveniji imamo tako imane menele, all male panels, se pravi, da imamo neke okrogle mize, kjer sodelujejo kot govorci samo moški ali pa skoraj samo moški. In se mi zdi, da ne bom rekla, da je v Združenih državah Amerike vse idealno, daleč od tega, ampak se mi zdi, da so pa prej so začeli delati neke korake v tej smeri in so zdaj že veliko dlje, kot smo mi. Zelo zanimivo. Dunja, kaj pa ti, kako si pa ti začutila to Slovenija, tujina, Italija, Italija je tudi delno tvoj dom, ne? Ja, tako, jaz pač živim v Italiji in imam družino tukaj, tako da, ko sem se pač odločala, sem tudi gledala na to, kje bom lahko potem tudi svojo družino pač lahko zaživela, ne. Torej tudi to je nekje vplivalo na to, da sem ostala relativno blizu. In pa da sem iskala neke izkušnje v tujini, že med doktorskim študijem sem imela par izkušenj, torej da sem bila nekaj časa v tujini v Združenih državah in v Nemčiji, ampak ja, potem pa sem pač iskala delo nekje v bližini. Zato sem tudi, v resnici sem zato tudi začela z masterjem iz komunikacije znanosti, da bi v slučaju, da se to ne bi dalo, da bi pač prešla na neko drugo smer, ki bi mi še vseeno pač omogočila to, da bi se ukvarjala, če ne raziskovalno, vsaj v obliki torej znanstvene komunikacije z astronomijo, astrofiziko. Se pa zelo strinjam s tem, kar je Andreja zdaj povedala, da izkušnja v tujini prvič je zelo, zelo pomembna in drugič res odkriješ nek drug svet in posledično to tudi prineseš s sabo mogoče delno nazaj. Torej to vidiš, da se da tudi stvari različno ustvarjati, različno delati na različen način. In se popolnoma strinjam oziroma tudi opažam, kjer jaz delujem, torej v zadnjih letih so se malo spremenile, sicer na začetku nas je bilo res malo žensk, pa tudi kakšna študentka mi je tudi povedala, je rekla, ja, glej, v celem svojem študiju, ne vem, če sem imela kdaj eno profesorico, recimo, kar je pač pomenljivo z tega vidika. Mogoče nekaj asistentk, ampak še nobene profesorice, torej ni zasledila, torej ni imela pred sabo nekoga, ki bi predaval nek predmet in bi bila pač to ženska. Po drugi strani pa tudi opažam, da se zdaj malo spreminjajo, da se malo tudi naša skupina delno razširila se je in da vstopajo tudi tujci. Jaz sem sicer kvota tujec, ampak še vedno nisem, v percepciji seveda nisem tujka, tudi se ne počutim kot tujec, da bi bila na univerzi, ampak vseeno pa se pozna torej zdaj nekoliko malo bolj mednarodno okolje in to prinaša tudi nove ideje, nove, kako bi rekla,
tudi nov način mišljenja, nov način dela, res polno novih izzivov. No, po mojem, in to je tista najboljša plat tega, da se med sabo povezujemo, tako bi povedala. Ja, super. No, in mene je zelo fasciniralo, Andreja, že to, ko si ti rekla, da ste bili nekako zelo močno stimulirani, da ste šli v tujino po doktoratu. To se mi zdi v bistvu zelo fajn, no? Ja, je pa treba povedati, ne, da veliko žensk je pa ravno zaradi tega pogoja potem odnehalo, pa zapustilo. To je pa tudi res. Ja. Ker to res sopada z obdobjem, ko se ustvarjamo družino in vse mogoče so tudi nekateri moški odnehali zaradi tega, ampak včasih so, v mojem obdobju se spomnim, da so bili drugačne kombinacije. Moški so šli na postdoka takrat, ko je bila žena na porodniškem dopustu, pa so šli vsi skupaj. In je tudi bilo bolj samoumevno, da bo pač žena prilagodila svojo, ali partnerica prilagodila svojo kariero, kot pa obratno. To je dvorezen meč. Jaz mislim, da je tujina vsekakor izjemno pomembna izkušnja. V mojem primeru je bila tudi zelo koristna career forming, če tako rečem, ampak je pa treba razmisliti, kako to narediti prijazno do ljudi, ki imajo neke skrbstvene obveznosti, družinske, ker danes je možno sodelovanje na različne načine, ni nujno, da si fizično prisoten nekje. Ja, mogoče preden dam besedo Tadeji, se strinjam s tem, je pa res, da ne vem, ali si ti odšla z družino v tujino. Ja, jaz sem imela to možnost, ja, da je šel partner z mano in hčerka tudi. Ja, in jaz sem tudi imela... To ne sme biti faktor, ne, v tem, ali lahko nekdo nadaljuje kariero ali ne, ne more biti faktor, ali ima prilagodljivega partnerja oziroma partnerko. Ja, oziroma, da bi ta možnost nekako tudi iti v tujino z družino bila združljiva z družino, a veš, to je tudi ena stvar, ker se mi zdi, tujino iti je vedno fajn in tudi za otroke, a ne, tako da načeloma ni lahko, ampak pod črto se splača, ne, tako. Je pa treba najti neko rešitev, tudi ne sem za to klasično sliko nekoga, ki ima otroke, ampak lahko pa nekdo, ki ima recimo ostarele starše in je edinec ali edinka in mora skrbeti za njih, a zdaj potem se mora odpovedati znanstveni karieri, se mi zdi preveč kruto. Zelo dober point, ja. Zelo dober point in to so stvari, s katerimi se je fajn ukvarjati, pogovarjati, kako te stvari speljati naprej. Zdaj pa mogoče še tvoja izkušnja, Slovenija, študirala si v Sloveniji, zdaj te je zaneslo marsikam že, tako da imaš kar nekaj izkušenj, kako vidiš? Ja, jaz definitivno jaz nisem študirala samo v enem sistemu, sem študirala tako v Sloveniji kot v Avstriji in Italiji in imam izkušnje tudi iz tega študentskega dodiplomca, podiplomca, kakšne razlike so. In bi rekla, da je edinstvena in zelo pomembna izkušnja mednarodna. V takem načinu, kot se zdaj izvaja, da obvezno moraš iti za nekaj let v tujino, ne vem, če je to prava pot, gotovo pa za lastno kariero, v bistvu ne samo iz tega stališča karierne poti, ampak tudi iz širine, znanstvene širine, ki jo dobiš s tem, da si na različnih inštitutih. Jaz imam res to velik mogoče privilegij, da sem na tem sedežu Evropskega južnega observatorija, kjer se menja tedensko, se menjajo ljudi, predvsem študentje, kjer je vsaki dan nek sestanek na neko drugo temo, so ne ravno predavanja, ampak te journal club in raznorazne kave organizirane okrog različnih tem in širina, ki jo lahko dobiš, zato da resnično umestiš svoje delo
svoje tisto tisti res malo pikico, ki jo dodaš mozaiku znanosti, je edinstvena in se mi zdi, da je esencialna za razvoj znanosti. In tako kot sta tako Andreja kot Dunja omenila, za pridobivanje teh povezav in mogoče tudi perspektive, zato da ugotoviš, da tak način, na katerega si do zdaj delal, ni edini. In najlažje se to učimo preko izkušenj, preko tega, da vidimo, kako drugi inštitut deluje. Zato se mi zdi, da je res pomembno. Jaz imam tudi na tem inštitutu, ki zdaj delam na Dunaju, moj profesor je novi profesor na tej univerzi, ki je zelo tradicionalno bila, zelo nemško govoreča, izključno moška. Je prišel moj mentor, pripeljal s sabo veliko skupino žensk, nas je, mislim, da v tej skupini trenutno 60% žensk v njegovi skupini in dela velike premike k temu, da je bolj prijetno delovno okolje. In na tak način tudi privablja nove profesorje, ki se ukvarjajo z zelo, zelo zanimivo znanostjo, in najlažje se učimo v prijetnem okolju. Če je prijetno, spodbudno, te ideje, ki jih slišimo, se bojo bolj vsedle v nas. Zato je definitivno zelo pomembna izkušnja iz tujine. Ja, super, Tadeja. Jaz si rekla nekaj, ki je tudi zelo nekako rezonira z mano, da ugotoviš, da ni samo tvoj način edini način in edini pravi način. In tako se mi zdi, da dejansko ta možnost, da greš v tujino, tudi dela svet bolj strpen, da smo bolj odprti do raznih drugačnosti. Tako da to se mi zdi super, no. Je pa res, tako kot je Andreja omenila, da pa moramo biti seveda strpni na vse strani, in imeti v mislih različne življenjske poti, ki jih imajo ljudje, in pa možnosti, da pomagamo ustvarjati okolje, da se vsak lahko izpopolni v najboljši meri in tudi prispeva k družbi v najboljši svoji meri, oziroma kakor lahko, kakor bi lahko in kakor želi. Tako da to se mi zdijo zelo lepe, zelo super misli. Jaz bi zdaj samo mogoče, čas nam uhaja, lahko bi se pogovarjali ure in ure, se mi zdi te journal clubi oziroma kakšni taki kafe klubi bi bili super, da bi se pogovarjali tudi takole interdisciplinarno. Se mi zdi, da potem dejansko spet nove ideje lahko ustvarjaš sama, ko vidiš, kaj delajo drugi. Tako da bi mogoče povabila, če slučajno ima kdo kakšno vprašanje, prav gotovo je vprašanj vre veliko, ampak tradicionalno slovensko se malo manj sprašuje v primerjavi z Ameriko. Tako da, če ima kdorkoli vprašanje, prosim napišite, če ne bomo pa počasi potem morali zaključiti. Ampak jaz sem zelo, zelo vesela, da smo naredili ta dogodek, da smo se dobile na tej platformi. Upam, da v prihodnosti se spoznamo tudi osebno in da tudi delamo skupaj za boljšo prihodnost vseh znanstvenikov in znanstvenic. Tako da jaz mislim, da Andreja, Dunja in tudi Tadeja, vse tri prispevate že k temu, in mislim, da Andreja je nekako tista vodilna sila na tem področju in dejansko... Najstarejša, misliš, a ne? Najstarejša. Ne, tukaj smo mi dve skupaj skoraj, veš. Ampak, veliko te že spremljam, tudi z področja enakosti na področju znanosti. In se mi zdi, da so to pomembne stvari in pa mogoče samo večkrat sem se zdaj tudi spomnila, ko gledam vaš CV, vašo bibliografijo, in pa potem, ko ocenjujemo, ko delamo pač meritokracijo, ko delamo, pa seveda ženske
oziroma govorimo, moramo ocenjevati na osnovi kakovosti, na osnovi nekih dosežkov, ne? In to je vse res in vsi si želimo, da bi to tako tudi bilo, a ne? Res pa je več stvari, a ne? Prvič, da tudi kaj je dosežek, a ne? Kaj je tisto, kar cenimo, kater del prispevka cenimo, ne? In velikrat je bilo še posebej delo velika žensk, ne, in pa tistih, ki delujejo povezovalno, ki delujejo za celotno skupino. To so ponavadi merila oziroma dosežki, ki jih ni v merilih, a ne? Ki nimajo nekih točk. To ni članek, ne? To ni nujno nek projekt, ampak je pa prispeval k temu, da celotna družba oziroma skupina deluje boljše, mogoče inštitut deluje boljše, se mi zdi, moramo razmisliti tudi o tem. Tako da zdaj bi prosila vse tri, mogoče za eno zadnjo misel, preden zaključimo, gledam, če je kakšno vprašanje. Kar pozitivni odzivi. Mogoče, Andrej, ali pa dajmo tako, Tadeja, zaključno misel. Andreja ima nekaj. Ne, mislim, da imamo poslušalko, ki bi rada zastavila vprašanje. Imamo? Super. Ja, seveda. Jaz bi rada pozdravila iz Liverpool John Moores University gospod Andreja. Super, lepo. Ampak gospod Andreja še posebej. Ja, v bistvu, kolikor sem razumela, pred 15 leti so v bistvu postavili ta liverpoolski teleskop. Ta trenutek postavljamo nov robotski teleskop, prav tako na La Palmi, mogoče samo en tak kratek update. Poznam, je 4-metrski, ja, poznam projekt, ja. Jaz nisem iz ARIA, se pravi iz astrofizike, ampak iz oddelka za gradbeništvo in sodelujemo v bistvu z fakulteto za gradbeništvo iz Ljubljane, kjer postavljamo ta nov teleskop. Mi smo se specializirali zdaj za ta clamshell, to je v bistvu za to hišo, kjer bo teleskop spravljen. Ja, tisto kupolo. Super, no, bravo. Super. Bravo, Tina. Toliko, no, hvala lepa. Ja, super dogodek. In se veselim. Super, mogoče nam enkrat predstavite ta vaš teleskop. To bi bilo prav fajn videti. Ja, z veseljem. Fino. Največja ovira za enakost. Boštjan Kobe ima vprašanje. Kaj vsaka misli, da je največja ovira za enakost? Bom jaz povedala prva. Jaz mislim, da je največja ovira to, da ne priznamo, da so ovire na poti kariernih poteh žensk. Oziroma, največja ovira je to, da nekateri še vedno, predvsem moški, zanikajo, da obstajajo razlike. Mislim, da razlike v obravnavi in priložnostih in možnostih in cenjenju nekih dosežkov in vsega tega. Hvala, Andreja. Dunja? Ja, mislim, da je največja ovira, vem, da težko odgovorim na to vprašanje, ker je čisto odvisno od tega, kje se nahajamo. Mislim, na kakšnem področju delujemo, katera je trenutna situacija, s katero se ukvarjamo, ne? In ko sem malo razmišljala predno bi prišli na ta pogovor, se mi zdi, da mogoče ni ovira to, ampak je tista pozitivna stvar, pa je, jaz mislim, da mlajše generacije vedo, da imajo lahko pred sabo ovire in mogoče je fajn, če jim mi neke starejše generacije tudi damo neke tudi načine, kako premostiti te ovire, poleg tega, da delujemo za to, da bi se tako na kulturnem področju oziroma na področju medsebojne komunikacije čim manj ovir postavljajo. Tako da je eno in drugo, jaz mislim, da smo, glede na to, da smo recimo ne ravno 3 različne generacije, ampak da se vse poznamo, ampak smo z različnih starosti, mislim, da se to s časom začenja poznavati, torej to delovanje, tisti, ki so bile pred nami, na tiste, ki so, na ženske, ki so za nami. Tako da jaz bi ta pozitivni del
nekje podčrtale. Ja, jaz se strinjam, res to je predvsem, da se tudi povezujemo, da si pomagamo ena drugi. Predvsem tiste, ki smo že starejši, recimo imamo več možnosti nekako, da kot pravijo, stegnemo roko dol po lestvici in pomagamo mladim ženskam lažje napredovati potem. Ja, jaz se tudi strinjam, ravno včeraj sem poslušala en kratek intervju s Carolyn Bertozzi, ona je bila Nobelova nagrajenka lansko leto, ona je tudi ženska v kemiji, mislim, da je tudi istospolno usmerjena in takrat, ko je ona odraščala, dejansko ni imela vzornikov oziroma ni čutila je, kot da ne paše nikamor, ampak najdeš nekaj malega, potem pa delaš svet boljši, kot pay forward, bo pa nekdo drug mogoče imel lažjo pot, nam so jo pa tudi, daleč smo že prišli. Tadeja, mogoče še besedo tebi. Ja, meni pa jaz se strinjam z vsem, kaj sta Andreja in Dunja povedala, da bi pa mogoče dodala še svojo, pa bi rekla mogoče vrednote. Malo nekaj podobnega, kar si tudi ti, Klementina, sama omenila, je, kako ocenjujemo ljudi, da te ženske so bolj znane, potem po teh bolj organizacijskih podpornih dejavnostih, ki niso enako cenjene. In meni se zdi, da problem je, kako vrednotimo, katero delo je vredno, ali je zdaj neki znanstveni članek res enako vreden kot organizacija cele konference. In se mi zdi, da to ni enako vredno. Vsaj jaz tako opažam tudi v svojem bližnjem svetu, da neka tradicionalno ženska dela so vrednotena nižje ali slabše kot tradicionalno moška dela. In tu je problem, kjer se mora narediti premik. Tudi se mi zdi, da v smeri, da moški mogoče prevzamejo nekatera dela, ki so tradicionalno ženska, pa si jih mogoče nočejo, ker potem bojo videti slabši. In ja, v teh vrednotah vidim, da je velika ovira v enakosti. Jaz bi tudi dodala, da je rekla, da moški prevzamejo. Tudi to prizadevanje za enakost žensk in za enako vredno vlogo v znanosti in drugje, tudi tukaj jaz pogrešam, da bi imeli moški malo večjo aktivno vlogo, da se ne bi držali v stran, naj to ženske rešijo, ampak da bi se zavedali, jaz sem pravzaprav v privilegiranem položaju, sram me je, da če ne bom nič naredil, bom naredil tako, da bo postalo fair in pošteno pač za vse. Ampak taki so nažalost še kar redki pri nas, pa si želim, da bi jih bilo več. Ja, mogoče, če se jaz tukaj navežem, je tako, jaz mislim, da je veliko pa tudi ta tradicija še, ta zgodovina, to je, kot da je v gene vpeto, v ta epigenetsko modificirani smo, v ta his story, in tudi naše mame so, pa naše babice, in velikokrat je to tako močno, da niti ne opazimo, da je to sploh problem. Tako da se mi zdi pa, spremembe se dogajajo, prihodnost je lepa in z vsemi vetri ste prav gotovo svetle zvezde in vzornice vsem nam drugim raziskovalkam in raziskovalcem. Tukaj mogoče bi še eno stvar, da mi je padla na pamet, kateri moški so še najboljši. Moški oziroma očetje hčera postanejo feministi, in to je dejansko lepo videti, če se zgodi. Čeprav žene še vsi postali pa res, ker vsaka hčerka ima očeta, pa ponavadi, mislim. Če bi le to bilo res, bi bilo super. Tako da jaz upam. Drugače pa mislim, da moramo zdaj sicer končati. Hvala vam še enkrat, bi pa rada zaključila, Andreja, če dovoliš, s tvojim stavkom, ki nekako se mi zdi
poveže vse, kar se tiče enakosti v znanosti, kar smo govorili danes. Lepo bo, ko ne bomo več niti opazili, da je na nekem položaju ženska, ampak le to, kako dobro oseba na položaju opravlja naloge, ki pridejo z njim. S tem pa vsem vam lep dan še naprej. Hvala vam, ker ste se udeležili tega dogodka. Upam, da jih bomo imeli še več v takem formatu. Tole je bilo super. Želim si mogoče tudi, da bi ga kdaj imeli celo osebno. Tako da hvala lepa za čas, Dunja, Tadeja in Andreja. Hvala tudi za povabilo. Hvala. Hvala. Andreja, preden še zaključimo, tvoje ozadje. Kaj je tvoje ozadje? To Dunja pozna. To je slika, ki jo je Andrej Guštin posnel. Preš zaslonko in pustiš nekaj časa in ker se Zemlja vrti, se zvezde na nebu navidezno vrtijo okrog severnega pola, to je bližina Severnice. In dobiš take sledi okrogle. Ja, čudovito. To je pa še potem tudi nekako, kako se reče, slavospev mentorju oziroma... Ne, kolegu. Kolegu. No, bom še jaz dodala, da tudi moje ozadje je od Andreja Guština ravno tako. Okay. Super, no, da smo vse svoje moške kolege pičerale, ne? Vidiš, kako smo ženske vključujoče. No, super, hvala lepa še enkrat, super je bilo. Jaz se opravičujem, Andreja, na začetku, ker sem naredila ogromno napako. Sem se zelo bala, da jo bom... Nisi prva, ne se zgodi. Ja. Super je bilo, no, fino. Mislim, da je bila fajn diskusija. In mislim, Andreja, res delaš, oziroma vse delate super stvari, ne? Na tak način počas se premikajo te meje, ne? Ker jaz sem na področju veterine, ne? V veterini imamo 10% moških, ne? Že v Ameriki leta in leta. Potem pa gledaš vse dekane, pa vse... Pa samo moški na vrhu. Ja, to so zanimive raziskave. Ni zrcalnost, tako je pač patriarhat. In če je moški v manjšini na nekem področju, potem napreduje hitreje. Če pa je ženska, potem pa še slabše, mislim pa še počasneje, tako da to je tako zanimivo. Jaz sem v bistvu obrala eno študijo, da so te vloge v bistvu, mislim, da v Ameriki bila delana študija, že pri 4-letnih otrocih so vgrajene v nas. Študijo so delali tako, da so prebrali v angleščini, se to zelo lepo da napišeš zgodbo, ki je čisto brez, ne moreš povedati spola osebe o tej osebi, in potem so bile različne zgodbe o osebah, ki so uspešne in podobno. In potem so otrokom različnih starosti brali in so jim pokazali obraze in so jih vprašali, kdo bi lahko bil del te zgodbe, in so že takrat opazili, da se pri 4-5 letih so že ženske so manj uspešnimi zgodbami povezane. Da to je zelo globoko. Ja, pa povsod v družbi, od risank naprej, dobro, mogoče so zdaj nekatere novejše malo bolj pazijo na to. Mislim, da je tudi obstaja inštitut Gene Davis, te igralke, kjer so pač prav merijo, koliko časa se v katerih filmih, serijah pojavljajo ženske, koliko časa moški in kakšne vloge imajo. Ali so ženske v vlogi mame, sestre, punce od glavnega lika, ali imajo aktivno vlogo, da so one glavne igralke, pa mislim, glavne osebe, pa tudi, da so, ne vem, zdravnice, znanstvenice, inženirke, ali so vedno v vlogi nekih drugih družbeno običajnih vlogah. To je res, kot zdaj, tega tako srkavamo, oziroma srkavajo že dojenčki, da
da se potem sploh več ne zavedamo. Pa se težko tudi če se probaš, izogniti temu se ne moreš, imaš vgrajen neko pristranskost pri teh. Ja, zato se moramo o tem tudi pogovarjati. Zato, da opazimo iti v tujino, zato, da opazimo ene te družbene norme, ki so v vsaki družbi malo drugačne. In da smo odprti za spremembe, kar je zelo težko, ampak zelo zanimivo. Tako. Zdaj bi se pa jaz na koncu še vsem v imenu Svetovne mreže Univerze v Ljubljani in Univerze v Ljubljani seveda zahvalila vsem sodelujočim raziskovalkam za vašo zelo zanimivo delitev izkušenj in v bistvu mnenj tudi o položaju žensk v znanosti in kako ste dejansko napredovali na vaši karierni poti, kakšne ovire, rešitve in pozitivne stvari vidite pri tem. Še naprej vam želim uspešno delo in upam, da se morda srečamo še na kakšni drugi predstavitvi, ki jih organiziramo v okviru Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Hkrati se zahvaljujem tudi vsem udeležencem, ki ste bili danes z nami. Zdaj po zaključku predstavitev, predvidoma v začetku naslednjega tedna, bomo tudi z vami delili posnetek predstavitve. Poslali jo bomo seveda tistim, ki ste se prijavili na predstavitev. Vkolikor se pa niste prijavili na predstavitev, boste pa lahko posnetek našli tudi na spletni strani Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. In pa seveda vas prav lepo vabim, da tudi v prihodnje spremljate naše predstavitve dosežkov članov in članic SMUL. Zdaj v kratkem bo tudi na spletni strani objavljen koledar dogodkov za letošnje leto. Verjetno bomo uspeli tudi kakšen dogodek organizirati v živo oziroma v hibridni obliki. In pa seveda, če imate kakršnekoli predloge za sodelovanje s člani in članicami SMUL ali pa tudi za prihodnje predstavitve, kaj bi vas zanimalo, nam prosim posredujte in bomo potem poskušali skupaj s SMUL-ovci organizirati tovrstne predstavitve. Tako da hvala še enkrat Dunji, Andreji, Tadeji in Klementini in pa seveda Simonu Sadeju. Simon je bil pa dejansko idejni vodja oziroma podal idejo za izvedbo tovrstnega dogodka. On pa prihaja iz Univerze v Gradcu in je dejansko deloval v pretekli sestavi vodstva SMUL. Tako da lep vikend vsem in se vidimo na kakšnem od prihodnjih dogodkov. Super, hvala.